V nasprotju s tistimi, ki si najprej zamislijo, kakšen bo zunanji videz stavbe, se arhitekt, ki živi v ozki hiši, projektiranja loteva od znotraj navzven. Poleg tega, da je hiša iz naravnih materialov, nas je navdušila svojo obliko in rastlinskim objemom. Rešitve se vselej skrivajo v problemu. Tega se nadvse dobro zaveda tudi arhitekt Boštjan Debelak, ki je na ekstremno ozki parceli ob slepem zidu vrstnih hiš zgradil svoj dom. Kljub ozki parceli je njegova hiša prostorna in prežeta s pristno toplino. Hiša, v kateri živite, in številne majhne, ki ste jih projektirali za stranke, nakazuje na to, da ste razvili nek svojevrsten arhitekturni jezik. Ja, hiša je prva v seriji, ki sem jo načrtoval in tudi zgradil. To je skoraj 30 let od tega, se pravi takoj po diplomi, narejena je bila pa za sredstva družinske garsonjere, se pravi majhnega stanovanja. Iz tega je pravzaprav nastal koncept, ki se ga držim še danes, temu rečem plus minus 100 kvadratov, to pa zato, ker ocenjujem, da je to zadosti velika ali pa dovolj majhna hiša, kamor lahko spraviš eno normalno družino, rečemo tudi do 5 članov. Nekako hiša se mi zdi, da mora biti v prvi vrsti zatočišče in ne bivališče. Kako ozka je lahko hiša, ne da bi to motilo njene osnovne funkcije? Bi rekel tako, če lahko živimo na jadrnici, recimo, da si predstavljaš, kako je tam živeti, bi bilo 2 metra širine zadost. Če razmišljamo v drugo skrajnost, da je recimo lahko dom tudi neka premična zadeva, je ena lepa številka 2 metra pa 20 recimo, kar lahko še spraviš na cesto brez spremstva in objekt prestavljaš. Sam bi si upal iti recimo na 1,60 m ali pa še manj neto širine. Na tako velikost bi preverjeno spravil ves program. Koliko je široka vaša hiša? Ta hiša je široka 1,5 vesla. 3,10 m, ja, je notranja širina. Kaj pa dolžina? Dolžina je 9 metrov. Imate koliko etaž? Etaže so pa 4, kar pomeni 4 vesla višine. Skupna neto površina hiše je slabih 100 kvadratnih metrov. Zgrajena pa je na 74 kvadratnih metrov veliki parceli ob končni vrstni hiši, kjer je nekoč rasel paradižnik. Ozka hiša je zasnovana zelo racionalno in brez garaže. Jaz sem mnenja, po mojem nisem edini, da so avtomobili narejeni za to, da so zunaj. In iz tega vidika tudi zelo težko gledam vse te garaže po svetu. Jaz dejansko vidim v vsaki garaži eno potencialno majhno garsonjero za recimo ljudi, ki si ne morejo privoščiti hiše. Pri gradnji hiše se je arhitekt srečeval s pripombami, da se zdi hiša nekaterim preozka, drugim previsoka, vsekakor pa premajhna za udobno bivanje. Ta primanjkljaj občutka recimo prostornosti se da reševati z recimo enim centralnim delom, ki je dvonivojski. Naprimer v tem prostoru, kjer sva zdaj, ta soba meri 13 kvadratnih metrov, kar je približno ekvivalent neke otroške sobe. Steklena stena na jugu prepušča pozimi veliko svetlobe, predvsem tudi sončne toplote. Kako pa imate urejeno senčanje poleti? Ne omogoča samo vstop sonca skozi šipo v notranjost, ampak omogoča tudi lepe poglede iz hiše, ki niso samo horizontalni, ampak so tudi včasih malo vertikalni. Drugače, kar se tiče pa zaščite proti soncu, pa jaz to najrajši rešujem z naravno ozelenitvijo. Se pravi, pozimi drevo nima listov, spustiš sonce noter, po letu zeleni in si ko v gozdu. Se pravi, dobro, nekaj časa traja, da drevo zraste, ampak slej ko prej pride do vrha. Za sinergijo z naravo skrbi tudi divja trta, ki bogati videz arhitekture. Pozimi vzpenjavka svojo moč izkazuje z zavitimi vejami, v toplih mesecih z bujnim zelenjem, jeseni pa z žarečo barvitostjo. Hiša je polna življenja, gnezdijo ptiči, brenčijo čebele. Edina stvar, ki je lahko problem, je pometanje listja jesen, pa mogoče treba kakšno vejico odrezati. Sicer pa takšna vzpenjalka ščiti fasado in ji ničemer ne škoduje. V ničemer ni prenašalka vlage na fasado? Ni prenašalka vlage, jo kvečem
pobira iz fasade, ne, in listje tudi preprečuje direkten udar dežja po ometu, kar pomeni, da je takšna fasada čez leta bistveno v boljšem stanju, kot če tega rastlinja ne bi bilo. Vaša hiša je zgrajena iz prvinskih naravnih materialov, lesa, opeke, apnenega ometa. Več kot očitno ste se namenoma odločili za tovrstne materiale. Zavestno in tudi se mi zdi za hišo, ne bom rekel za arhitekta, zelo lep kompliment, če nekdo reče, da se hiša dobro stara. Torej, vsem tem arzenalu materialov in oblik historičnom, recimo, mislim, da ima arhitekt zadost veliko škatlo, iz katere lahko jemlje, in jaz osebno nisem pristaš eksperimentiranja, posebej ne tacga, ki gre na račun investitorjev. Zaobljena streha in okroglo stopnišče nekako zmehča to arhitekturo vaše hiše. Ja, jaz mislim, da mora hiša človeka malo pobožati, objeti, skratka, da mora delovati prijazno. Nekako ne maram renčanja tudi v arhitekturi. Pri takovski stavbi ste očitno morali izbrati tudi izvenserijsko notranjo opremo. Večino opreme sem v resnici sam zrisal in nekaj od tega tudi sam naredil. Določene stvari, kot recimo ta kuhinja, sploh ne obstaja kot serijski produkt. V tej kuhinji lahko kosilo skuhaš sede. Miza deluje kot del kuhinjskega pulta, kadar ni v uporabi kot miza. Ja, za mizo se da posesti 7-8 ljudi z enim enostavnim potegom oziroma razširitvijo mizne plošče. Lastnik hiše je izrisal tudi kljuke za vrata in jih dal izdelati mojstru. Svetila pa je naredil kar sam. Enako velja tudi za lesen kajak s platnenim ovojem, ki krasi steno. Ja, čoln je nastal prav v tem prostoru. Približno 150 ur rabiš, da ga narediš. In takrat se je začasno hiša spremenila v ladjedelnico. Čoln je narejen brez enega vijaka, žebla, samo z vezanjem špage. Brez kovinskih delcev. Ničesar tacga. Čeprav kovina, ko se malo ozrem po tej vaši hiši, je kar stalni spremljevalec notranje opreme. Ja, zame je kovina topel material. Mogoče se sliši čudno, ampak mislim, da kombinacija kovine in lesa, kovina že sama po sebi se mi zdi, da ima vse nek ogenj. Ampak to toploto ste dobili tudi z barvitostjo samih prostorov. Osebno rad uporabljam tople zemeljske tone. V določenem trenutku lahko z neko temno steno prostor povečaš, kar je splošno prepričanje nasprotno. S tem ustvarjaš občutek globine, se pravi neskončnost. Ozka hiša se ogreva s kombinirano pečjo za olje in drva, vendar to ni edini vir ogrevanja. Neprecenljivo vlogo v stanovanju ima po Debelakovem načrtu izdelan kamin. Si hiše brez ognja ne znam predstavljati. Meni se zdi to najbolj primaren element, ki ustvarja dom. Nisem zaenkrat pristaš pretirano energijsko varčnih hiš, ker takšne hiše ne prenesejo odprtega ognjišča, ne prenesejo odpiranja oken in meni se zdi to kot neka vrsta predpriprava za selitev na Mars. Toliko časa mislim, da bi mogel človek ohraniti to dostojanstvo in imeti možnost v svoji hiši zakuriti ogenj.